Dragi prijatelji, spoštovani gostje, cenjeni profesor Laptev, dobrodošli tukaj v gradu Otočec, kjer ima naš klub svoj domicil. Lions Klub Novo mesto, ki ga letos vodi predsednica Urška Račičič-Skrt, v okviru svojega programa izobraževanja danes prireja to zanimivo predavanje o alternativni medicini. Alternativna medicina v Sloveniji še ni toliko uveljavljena, kljub temu, da imamo kar nekaj ljudi, ki se s tem bavi. Nekaj je ljubiteljsko ali amaterskih zdravilcev, pa tudi do vrhunskih strokovnjakov, pa tudi nekateri zdravniki že posegajo v to področje. Prav zato smo danes povabili profesor Lapteva, da nam osvetli to področje, ki je večinoma nam še neznano. Profesor dr. Laptev je ruski znanstvenik in pa zdravnik alternativne medicine. Je doktor fiziologije, ki proučuje življenjske procese v organizmih. Doktoriral je pa tudi iz farmakologije, ki, kot vemo, proučuje medsebojni vpliv med zdravili in organizmi. Ima prijavljenih več kot 40 patentov, je avtor in soavtor več znanstvenih del in številnih znanstvenih člankov v strokovnih revijah. Prej je delal v Rusiji kot pomočnik direktorja Inštituta za fiziologijo, no, pred leti je prišel pa v Slovenijo in zdaj že kar nekaj let živi in dela v Ljubljani. Z ženo Galino vodita Center za alternativno medicino Gloria, kdo je mogoče že slišal, vodi pa tudi podjetje za nove tehnologije, ki se ubada predvsem z revitalizacijo oziroma poboljšanjem materialov in tehnoloških postopkov, predvsem na področju znanja, predvsem na področju kondicioniranja vode, tako pitne kot tehnološke. Tudi v Sloveniji ima izdanih že kar 8 strokovnih del in pa prijavljenih 8 patentov, je pa v obeh podjetjih sodeluje in deluje kar nekaj vrhunskih strokovnjakov. Tudi v naših revijah ste ga mogoče že zasledili in pa seveda bil je tudi v 4 televizijskih oddajah, kjer je v bistvu se ta tema posvetlila. V Ljubljani zdravi praktično ljudi iz cele Slovenije in pa seveda tudi nekaj iz tujine in pa med njimi tudi nekaj Novomeščanov. Da ne bom predolg, dr. Laptev, prosim. Naprej zahvaljujem predsedniku, vseh ljudi, kateri me povabili, spodbujili, hvala lepa. Počasi začnemo. Zakaj smo tukaj? Zato, da vsak človek lahko svoje zdravje izboljšati, lahko zmanjša. Koliko povprečno pomaga medicina? Ste veste? 10%, ostalo naše. Razen urgentnih situacij, tukaj jasno, 100% medicine, govorim povprečno. Kada smo prišli v Slovenijo, smo začeli delati 4 smeri, 4 projekte. Vse namenjeno za holistični, to je večsmerni, večstranski pristop za izboljšanje zdravja. Ponavadi vsak človek razmišlja, bom naredil to in bo super. No, naprimer, moški reče, zjutraj bom začel delati telovadbo in bom postal zdrav. In med telovadbo zjutraj relativno mladi moški začel tek 10 km. Potem pride kardiolog in vpraša, zakaj tukaj nekaj problem. Zato prej sploh ni bilo tega, potem močno obremenil svoj organizm, pozabil
da potrebna drugi smeri upoštevati v smeri svojega zdravja. Ja? Od zdravja zdravega človeka, to je prioritetna smer, zdrava voda, vi veste, 2/3 vode še več vsak človek vsebuje v svojem telesu. Zdrava prehrana, tukaj smo, hvala Bogu, že 14 let Slovenije, smo Slovenci že malo začeli v zadnjih 10 let upoštevati čistu, ekološko čistu, gensko nebonificirano prehrano. To je direktor Inštituta zdraviliškega zdravljenja in fizioterapije, kar je prej sem delal, zdraviliško zdravljenje fizioterapije, rekel, ne smeš dati magnetno obdelavo vodi prej, kot dokažeš, da to je varno. Вот видите, развой растлин, количина цвети, больше.